Dober dan, drage članice in člani študijskega krožka Svet pred domačim pragom, dragi prijatelji in prijateljice. Ja, danes je ponedeljek in naš pohod je na sporedu, ampak jaz sem danes sama. Vemo, kaj se dogaja, vendar bom sama skupaj z mislijo na vas prehodila to pot. Seveda sem se tudi opremila, saj veste, da vedno pridem s fotoaparatom, s telefonom, palice, seveda primerna obutev, našo majico, seveda, ne, saj veste, brez naših majic ne hodimo na pohode. V nahrbtniku pa seveda malica, ne, ja nič, pot pod noge. Jelšingrad, naša speča lepotica. Pred kratkim smo v našem kulturnem domu predstavili razstavo in tudi prav en katalog o Jelšingradu. In zelo zanimivo, kaj piše na vhodnem portalu. In sicer je v marmorno ploščo vklesan napis, ki v prevodu pomeni: za ljubezen sem te ustvaril, za ljubezen te ohranjam. Kar je morda naše najlepše posvetilo stavbi pri nas. Ja, mi upamo, da se bo ta speča lepotica zopet prebudila. Vabljeni vsi in pridite v naš kulturni dom si ogledati razstavo. Še nekaj časa bo odprta, se veste, razmera nam ne dovoljujejo vse. Mi pa bomo šli naprej. Vedno občudujemo to stavbo, to zgodovino in tudi tale brošura je v bistvu v naši knjižnici, si jo lahko kupite, boste videli. Zelo zanimive stvari je naša domačinka Lucija pripravila, raziskala in dala pobudo za tole. Ampak tu vodi pa tudi rimska cesta. Saj vemo, da je od Petovije do Celeje, tudi skozi Šmarje vodila rimska cesta. Zanimiva zgodovina. Ampak mi bomo šli proti Močlam. A veste to, da so do leta 1955 je bil to Sveti Lovrenc pri Šmarju pri Jelšah. Ampak takrat po odloku iz leta 1948 oziroma po zakonu so morali vse kraje, ki so imeli en krščanski oziroma krščanski prizvok, so morali spremeniti imena in zato od takrat naprej so to Močle. Skozi Močle bomo se podali do Svetega Lovrenca.
že 4-5 km. Da še pa nekaj o našem študijskem krožku Svet pred domačim pragom. V 10. leto smo stopili, ne morem razmišljati, da niste z mano, dragi pohodniki. 140, 145, mislim, da je to 149. pohod v teh letih druženja, prijateljstva, ogledov, znamenitosti, takšnih in drugačnih. Moram reči, da vas pogrešam. Verjetno pa tudi vi mene. Postali smo res pravi prijatelji, ampak jaz imam zelo dober občutek, da bomo kmalu spet začeli odkrivati tiste še neprehojene bližnje poti, seveda tudi daljne, po Sloveniji, saj veste, kje vse smo že bili. Dragi pohodniki, lepo se imejte, ostanite zdravi in mogoče sami prehodite to pot, sicer smo že večkrat tudi skupaj, če ne pa kakšen hribček nad vašo hišo. Jaz vas pozdravljam in nasvidenje, mogoče na kateri poti naslednji, ko bom zopet mogla sama, ampak jaz upam, da ne. Lep pozdrav, adijo!